Jurjev semenj v Gorjah je priložnost, da se srečajo domačini in obiskovalcem tekom dvodnevnega dogodka pokažejo, kako ohranjajo bogato kulturno dediščino v občini. V predzadnjem vikendu aprila so se zvrstili pomladni kros, bogat glasbeno-zabavni program, pestra ponudba na stojnicah in tradicionalna Jurjeva povorka konjenikov, kočij, narodnih noš in godbe Gorje. Jurjev semenj v Gorjah ima zelo dolgo tradicijo, to je že 29. Jurjev semenj po vrsti, tako da zadeva traja že več kot 30 let, ker zdaj nekaj let zaradi covidnih razmer nismo mogli organizirati. Tako da ljudje so zelo pogrešali ta dogodek, tudi občina se zelo trudi, da bi ga ohranila, zato nam zelo pridejo nasprot, tako občina kot vsi občani, kot razni partnerji podjetja, da nam omogočijo, da organiziramo dogodek. Športno društvo je v bistvu eno največjih, če ne kar največje številčno društvo v Gorjah, zato imamo kar predost kadra, da se take prireditve sploh lahko lotimo in da jo nekako zgledno tudi priredimo. Je pa seveda glavni namen športnega društva je pridobivanje sredstev za razvoj teka na smučeh in biatlona v Gorjah in seveda tudi ostalih športnih panog, tako rekoč, ker športno društvo ima 10 različnih sekcij, to je od baliranja, košarke, odbojke in tako naprej, tako da to nam zelo pomaga pri večanju množičnosti ukvarjanja z rekreacijo v Gorjah. S prireditvijo skušajo pridobiti sredstva za 40 športnikov njihove paradne discipline, teka na smučeh in biatlona. Mi imamo že dolgoletnega člana reprezentance biatlonske Miha Dovžana, potem seveda Eva Urevc v teku na smučeh, to sta naša, tako rečem, paradna konja. Zadaj pa tudi prihajajo, oziroma Miha Ličev je že tudi v teku na smučeh. Imamo pa zadaj tudi kar nekaj biatloncev, Klara Vindišar in Aljaš Omejc v teku na smučeh, Mina Repe, mogoče brata Mulej. Med tistimi, ki so se veselili dobrega obiska v Gorjah, je bil tudi olimpijec Miha Dovžan. Po mesecu dni počitka se veseli začetka nove tekmovalne sezone. Jurjev semenj je namenjen predvsem temu, da se nek dobiček iz tega izprodaje in vsega tega namen športnemu društvu, kar je vsekakor dobro za mlade tekmovalce, da malo razbremenijo tudi starše in s tem omogočimo boljše treninge, tudi boljše material se lahko s tem kupi. Ja, in sem vesel, da je tako število obiskovalcev prišlo. Je res nek prazen v Gorjah, če lahko tako rečemo. Tudi vreme nam je zelo dobro služil in se je že manjkalo nekaj takega, zdaj ki je 3 leta pavza. Se že veselim nove sezone, novega začetka in upam na boljše rezultate še kot v prejšnji sezoni. Kakšni pa so cilji? Ja, cilji so biti še boljši kot letos v skupnem seštevku v svetovnem pokalu in vrhunec sezone je pa svetovno prvenstvo na Češkem in biti tam v najboljši formi. Kaj pa pravite na te mlade biatlonke, biatlonce, ki so za vami? Ja, je dobro imeti tudi neko konkurenco znotraj ekipe in so zelo dobri, že zdaj vidimo. In tudi to nas malo starejše, nas to žene naprej, da je res treba delati, ker lahko te hitro zamenjajo mlajši. Na drugem koncu vasi so se medtem zbirali konjeniki in kočije. Nekateri mirno, drugi že malce nestrpno so se pripravljali na povorko. Nejc Zupanc je s svojim konjem po nekaj letih spet prišel v Gorje. Ime mu je Mistral, SHL, Norik, Nargač, pasma. Prihajamo z Belce, imamo ga pa približno 5 let, no. Ga imamo od majhnega. No. To je deloven konj, kmečki delovni konj. Take so imeli včasih za furati, pa za malo jahati, malo furati. Evo, še odgovor je dal. Kaj pa? Pa je, mislim, miren konj sicer je, kakšen? Miren. Sem ga mogel dati kastrirati, ker je bil bolj živahen, ampak je pa drugač miren za vpliv vse. Za vsakega otroka. Iz Tržiča je prispela družina Požun. Že od majhnega sem z njimi, ne vem, pač
del mojega življenja. Kaj pa te pri njih najbolj navdušuje? In taki prijazni so, tako lepo, tako za dušo fajn. Na kmetiji imajo 4 konje, v gorje so tokrat pripeljali 3, med njimi 2 Arabca. Ker imajo gibanje v genih in krvi, ga potrebujejo še toliko več kot konji ostalih pasem. Predvsem zato, ker so tako navajeni. To imajo oni že v genih. Nikoli niso bili uhlevljeni, nikoli niso bili nekje stacionirani, vedno so se gibali in pač to jim je ostalo. Se pravi, veliko več težava je Arabca pripeljati iz štale, pa ga zajahati, kot pa enega, pač bom rekel, druga konja. Pa ni to zdaj sam Arabac, tudi Angleži, ampak predvsem Arabci so pač potem znam po tvojem izkrivem karakterju. Množica, zbrana ob poti povorke mimo kapelice, cerkve do prireditvenega prostora ob Gorjanskem domu, je že nestrpno pričakovala začetek. Po 3 letih od zadnje prireditve, pa še takrat v mrazu in dežju, je bil tokrat prelep sončen in topel dan res pravi praznik pomladi. Tradicionalni Jurjevi povorki konjenikov in kočij je bilo letos okrog 100 sodelujočih. Z vseh koncev so prišli, konji in kočije pa so bili občudovanja vredni. Za tiste, ki poznajo zgodbo o svetem Juriju, zmaj na čelu povorke ni bil presenečenje. Če imamo Jurjev smen in Jurjevo povorko, mislim, da je prav, da je svet Jurij udeležen. Je pa pač to vitez, ki je premagal zmaja, zato sem si pač tudi umislila na zmaja. In se določ zborček, katerega sem tudi voditeljica, z Ano Medje, ki je na klavirju, smo rekli, da gremo skupaj v povorki in ker je tudi svet Jurij prinese pomlad na zemljo, smo se odločili tudi, da okrancljamo to s cvetjem in da zmečemo cvetje tudi med ljudi. Ob kapelici je župnik vsakega izmed konj blagoslovil, fantje v narodnih nošah pa so delili žegna nosov, ki naj bi bila zdravilna za konje. Gledalke in gledalci smo lahko občudovali spretne jahačice in jahače vseh generacij. Seveda so si najglasnejše vzklike odobravanja prislužili najmlajši med njimi. V gorjah si konec koncev želimo vsak dan, da je doživetje, da se imamo lepo. Zelo radi vidimo, da v vas pridejo tudi iz drugih krajev, iz sosednjih občin. No in danes so resnično prišli konjeniki iz sosednjih občin, iz domače občine in pa širom po Sloveniji. Tako da seveda vsi tisti, ki pa so le obiskovalci, pa so vedno tudi dobrodošli. Godba Gorje nam igra, ansambel Gorenjski kvintet nam bo danes zaigral, no in včeraj do današnjih jutranjih ur pa nas je zabaval ansambel Kalipso, tako da lahko rečem, da so vse Gorjanke in Gorjanci resnično kleni in da se znamo zabavati in ne samo to, znamo privabiti tudi druge, ki si želijo tega zabave, sprostitve in pa doživetja. Vesel sem, tudi sam sem konjenik. In v preteklih letih nisem spustil skoraj nobene konjenice v Sloveniji, tako da se tudi prijatelji odzovejo na moje povabilo v gorje, zato je lahko videti tudi ogromno mojih prijateljev, ki smo povezani preko štirinožnih prijateljev konjev in jih pridejo k naši farni cerkvi, ki je zavetnik sveti Jurij, požegnati svoje štirinožne prijatelje. Tomaž Bergant, Tratovčev s Povšice po domače, je dolgoletni povezovalec in napovedovalec nedeljske povorke. Zakaj mu je ta dogodek tako ljub? Zato, ker sem domačin, zato, ker imam nek razvit čut, se mi zdi, za tradicijo, za to podeželje. To je en tak tipičen vaški farni, ne nazadnje praznika. Gre za svetega Jurija, ki ga pa praznujemo glih na današnji dan. Tako da to je en tak lep dogodek in v tem dogodku praktično sodelujejo na različne načine krajani, in na nek način se čutiš dolžnega, da tudi sam nekaj pripomoreš in nekaj narediš, ker mi je pa to na nek način bilo vedno veselje, se pa takole pač jaz potrudim za to, da bi bil dogodek bolj prijazen, mogoče sproščen, zanimiv. Lepo. Res prvič, čeprav v Gorje hodim že 5. leto in na Bledu živim že 5. leto, ampak ker sem hodila ob 8 k maši, tega ni bilo. Zdaj pa, ker hodim ob 10, pa enkrat pogledam.
Ne? In je bilo čudovito, ker sem videla svoje veroukarje, njihove starše, ki so tudi zraven sodelovali, družina, ki je bila na konjih. Ne? Je to bilo čudovito videti in sem vesela, da sem enkrat to videla. Ja, bilo mi je zelo všeč, v bistvu sem bila prvič na tem dogodku, tako da lepo všeč mi je, da se pač lokalna skupnost kole zbere in da se tudi eni običaji obudijo nazaj in da se pač vidi tudi enih narodnih noš in tako naprej. Lepo, všeč mi je bilo. V sklopu naših aktivnosti konjiškega kluba se vsak let udeležimo povorke in tudi s tem prisostvujemo in peljemo naprej tradicijo in to je tudi nekako za vse ljubitelje konj in živali in je Hačo en tak praznik, osebni praznik, tako da smo vsi veseli in tako da upamo, da bo se to obdržalo. V odličnem vzdušju so se obiskovalci od vsepovsod radi zadržali tudi po ogledu povorke. Pregledali ponudbo na stojnicah, kaj kupili ali pa se odpravili na okrepčilo v prireditveni šotor, kjer so lahko prisluhnili godbi gorje. Se družili in vsaj nekateri že načrtovali obisk tudi prihodnje leto.